Lep pozdrav vsem skupaj. Kot minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je to moj prvi uradni obisk v Avstraliji. Potovanje nas je vodilo od Brisbana do Sydneyja, Wollongonga, Canberre, Melbourne, Adelaide in zadnja postaja bo Perth. Obiski med slovenskimi rojaki na peti celini so zelo informativni, tudi naporni. Nekateri so zelo veseli, nekateri so bolj žalostni. Bolj žalostni obiski so tisti, kjer ugotavljamo skupaj za slovensko skupnost in z menoj in predstavniki mojega urada, da tako kot starejši člani izumirajo, ni priliva mladine. Čeprav se je do sedaj v zadnjih 10-15 letih v Avstralijo priselilo ogromno Slovencem z znanjem angleškega jezika in izobrazbo in vsi so zaposleni v različnih področjih in v različnih delih Avstralije. Nekateri so se ustalili v Brisbaneu, Gold Coast, Surfers Paradise, nekateri v Sydneyju, zelo malo ali skoraj nič v Canberri in Melbourneu. V Adelaide jih prav tako ni, vendar število pa raste v Perthu. Žalostno je dejstvo, da so društva razcepljena med eno politično strujo in drugo politično strujo, namesto da bi sodelovali skupaj. Tukaj bom dal primer 4 slovenskih društv na področju 100 kvadratnih kilometrov v Melbourneu, kjer jim članstvo izginja. In edina rešitev, ki jo jaz vidim, nekateri predstavniki teh društev je, da se združijo v eno enoto in jo imenujejo Slovenska avstralska zveza. Posamezna društva bi še vedno obdržala svojo identiteto, vendar skupni naslov bi bil neki slovenski center, v katerem bi se ljudje še vedno srečavali in izmenjavali mnenja in izkušnje. Bistveno je to, da mlajša generacija misli in dela drugače. Starejša generacija je pljunila v roke, ker niso znali jezika, so delali dokaj težavna dela, kjerkoli je to bilo možno. Po dokončanju velikih gradbenih projektov v Avstraliji, kot je to Snowy Hydroelectric Scheme ali pa Tasmanian Hydroelectric Scheme, plus gradnje cest, kot je to recimo bila Hume Highway, Melbourne to Sydney in pa še nekaterih drugih, so se te prva generacija izseljencev osredotočali na izgradnjo svojih domov in vzgojo svoje mladine. Ta mladina se je nekako odtujila, tako kot smo se mi, ki smo se preselili kamorkoli po svetu, ne da bi vprašali svoje starše, kam in kako, smo se odločili za pot v veliki beli svet. Tudi mladina dan današnja, druga generacija priseljencev dela podobno. Tretja in četrta generacija Slovencev se pa počasi začela zanimati, odkot so, kdo so, kje so korenine. In prav te so tisti Slovenci v Avstraliji, katere bi bilo treba zajeti in kateri bi morali sodelovati skupaj v slovenski skupnosti kot eden. Vendar politika starejših vodij slovenskih društev je bila zelo omejujoča. Si še premlad, prezelen, da bi prevzel vodenje društva. Temu bi se dalo izogniti, če bi takrat rekli: mladina, kakšne so vaše ideje? Vemo, da so drugačne, da so napredne, vendar politično in ekonomsko nam obrazložite, kaj bi to te vaše ideje naredilo za preživetje slovenske skupnosti v Avstraliji. Do tega srečanja nikoli ni prišlo ali pa nikoli ni bilo učinkovito rešeno. Upam kot minister za Slovence v zamejstvu in izseljenstvu, da bo do teh sporazumov in do teh srečanj prišlo, bo prihajalo in da bojo končno ta srečanja obrodila rezultate, v
v dobro slovenski skupnosti, ki živi v Avstraliji ali pa ki si je Avstralijo ustanovila kot drugi novi dom. Dejstvo obstaja, da Slovenija je majhna ekonomija, tako da finančno ne more veliko sodelovati pri vzdrževanju slovenske skupnosti v Avstraliji. Vendar na razpolago na Uradu za Slovence po svetu so sredstva, državna sredstva, na katera se morajo posamezniki ali pa društva za svojim določenim projektom predstaviti. Če je projekt merodajen, izvedljiv, finančno sicer je lahko zahteven, vendar ni nepremostljiv, potem bojo sredstva dodeljena. Zavedati se moramo, da davkoplačevalska sredstva iz Republike Slovenije, ki so namenjena izseljencem in zamejcem, se morajo koristno uporabljati. Denar se ne sme kar tako neodgovorno porabljati za, po mojem, včasih prav neumne stvari ali pa malenkosti. Bistveno je vzdrževanje jezika, kulture. Tako kot so Italijani prispevali avstralskemu življu špagete in pico, smo tudi mi prispevali avstralski skupnosti dokaj veliko vinogradnikov, orodjarjev v različnih industrijah in pa seveda kranjsko klobaso, ki jo cela Avstralija že pozna. Dodatno pa naj rečem, mladina, ki je v različnih poslovnih krogih, kot strokovnjaki ali v računalništvu ali v strojništvu, biokemiji, kjerkoli, lahko vzpostavi most preko teh razpisov za matično domovino. S tem promoviramo Slovenijo na eni strani, Avstralijo, ki je pa nova domiva, pa na drugi strani. Osebno sem sam preživel skoraj 37 let v Avstraliji. Avstralija mi je bila dolgo let, vsa ta leta druga domovina in nemalokrat mi je težko, ko vidim uspešne stvari v Avstraliji, ki jih nismo prenesli v Slovenijo in prav tako obratno. Pa naj bo to promet, izobrazba, kultura in še bi lahko našteval. Želim vsem skupaj vesele božične praznike in novoletne praznike, ki prihajajo čez par tednov. Želim, da bi se tisti, ki ste prišli iz Slovenije v zadnjih 10, 15, 20 letih, spomnili dneva samostojnosti in ga dostojno tudi praznovali, tako kot praznujejo druge praznike. Še enkrat, lep pozdrav in Bog živi.